Sloveniji bo pripadla otvoritvena tekma prihodnjega Evropskega prvenstva reprezentanc do 21. leta, ki ga bo naša država gostila skupaj z Madžarsko. Nov vrhunec umeščanja Slovenije na zemljevid prirediteljev odmevnih nogometnih tekmovanj in obenem priložnost aktualne generacije mladih nogometašev, ki bodo prvič zaigrali med elitno evropsko 16-terico. Proti 13. juniju 2021 bo selektor Primož Gliha svoje varovance peljal preko močnih prijateljskih tekem. Jesen začenja z dvobojem s Francijo, oktobra pridejo v goste Angleži, novembrski tekmec bo Portugalska, marca 2021 prihaja v Slovenijo Nemčija. Se moram zahvaliti predsedniku Nogometne zveze in pa sekretarju, da sta mi omogočila mojo osebno željo, da igramo z najboljšimi reprezentancami v Evropi. Na teh dvobojih sicer ne bo običajnega kvalifikacijskega naboja. Slovenija je na prvenstvo uvrščena kot gostitelj. Ampak selektor ob pogledu na seznam prijateljskih tekem poudarja. Odigrati v 4 mesecih s takimi reprezentancami, to v 30 letih nobena generacija ni imela te privilegije. Po eni strani torej izziv, kot ga še ni bilo, po drugi tudi svojevrstna dodatna naloga za selektorja Gliho, ki bo moral svoje varovance znati prepričati, da je vsaka tekma enako pomembna, da so v dani situaciji za Slovenijo prijateljske tekme pravzaprav tudi svojevrstne kvalifikacije. Imaš vedno možnost kot trener izbirati v alibiju ali pa iskanje resnice. Za mene osebno je to iskanje resnice. Mi bi tukaj lahko na dolgo in široko nadovezli se, da mi smo še v fazi tega, onega, tretjega in kot si mnogi kolegi vzamejo neko možnost alibija. Za mene to ne obstaja. Vsaka točka proti reprezentancam, na katerih se bo gradila zgodba premiernega nastopa na Evropskem prvenstvu, bo imela posebno težo. Podobno kot mnogi kolegi, tudi Gliha poudarja, da prijateljskih tekem v izvirnem pomenu besede pravzaprav ni. Igralci lahko samo pridobijo s temi srečanji. Glejte, mi smo premagali Švico, 8 reprezentancov na FIFA-ni lestvici, kar se tiče v 21 reprezentanc, pa smo zmagali. Torej, tukaj ti dobiš tisto samozavest, ki jo potrebujejo igralci, ne pa lažni ego. Selektor mlade reprezentance se sicer zaveda omejenosti izbora in ostalih danosti slovenske nogometne realnosti. Iza tega, ko ti gledaš iz strani, to se enostavno izpade. Veste, ko se pa na klopu sedeš, ko se soočaš z resnico, takrat pa začnejo maske padati. Ampak prihajajoči izziv vendarle dovoljuje tudi sanje, ki lahko junija 2021 postanejo realnost. Priložnost, kakršne še ni bilo.